Imena, je bil naslov enega mojega videa. In želim vam najprej en lep pozdrav s strani spletnega agenta Globoke države. Tako sem namreč poimenovan, pa ne sem jaz, nek seznam se je pojavil včeraj in o imenih je bilo precej besed, vendar jaz sem se temu vzdržal, zaradi tega, ker je namen, da vsak sam spozna, kdo je kdo na način, ki je očem neviden, kjer v bistvu sumov imamo ogromno, dokazov pisnih, trdnih prav nič, ne? Zaradi tega je obsojati nekoga zelo nevarno dejanje v današnjih dneh in jaz se temu močno izogibam na vsak način. Vsak mora sam spoznati, kdo je kdo. Pa ne samo od ljudi, ki se javno izpostavljamo, tudi morate znati prepoznati, kako je v vaši okolici, kako je v sistemskih ljudeh in tako. Pač prepoznati mora vsak sam, obtožbe na suho pa ne grejo. No, skratka, včeraj bom še tako rekel, po portalih je bilo govora precej, nekaj se je zgodilo, čuden datum, lune in jaz ne vem kaj. Nismo si znali predstavljati, kaj so pravzaprav portali, ampak ja, na nek način se stvari kristalizirajo iz dneva v dan. Nekako nam postaja jasno, kdo kam spada in kako kdo deluje. Namreč včeraj sem se jaz znajdel na 2 seznamih ljudi, ki nista doprinesla tej družbi kaj strašno mnogo, bom rekel, razjasnjevanja, bom rekel, razumeti, kje smo, kdo smo, kaj je okolica, kaj je sistem in tako. Pač jaz sem se izpostavil pred 1,5 leta in v tem času naredil kar nekaj ur vsebin, ki naj bi bile namenjene temu, da se pomirite, da se opogumimo, da si razjasnimo, da spoznamo stvari. Na YouTubeu je tega 300 videov pa čez, niti ne štejem več, ker nima niti veze, probal sem objasniti mi 1001 stvar, kakor jo pač jaz razumem in vidim. S pomočjo, bom rekel, mnogo ljudi, ki mi dodevate nazaj povratne informacije in tako, in seveda iz verov, ki smatram, da so precej relevantni. Vse to poskušam ustaviti v mojo obliko izražanja. No, skratka, včeraj je padlo ime, oziroma precej polemik se je zavrtelo okrog Mirana Rubina, no pa tudi še nekaj imen, med drugim tudi moje. In mene to precej, v bistvu nič precej, prav nič me ne sekera, kajti o meni se govori v ozadju in zdaj očitno že v ospredju mnogo stvari, in če bi se jaz na to obračal ali pa dal na to kakšno ceno ali pa težo, pol bi bil precej obremenjen, a ne? Vendar smo se med drugim naučili skupaj, da ne smemo polagati pažnje, kaj drugi govorijo o nas, ker to, kaj drugi govorijo o nas, precej več pove o njih samih. Tudi tokrat ne bom nobenega imena izpostavil, ker ni potrebe, se pa strinjamo mnogi, da je čas, kjer prihaja na plano, kdo je kdo kam spada in kdo koga podpira. Vse ok, na to smo bili opozorjeni in skupno opozarjamo, da bo prišel čas nevihte in nismo si znali pravzaprav z mano vred predstavljati, kaj nevihta bo, in ta nevihta je tle nad nami in med nami, ko se jasno razkazujejo. Obrazi in maske močno padajo. Ena izmed stvari, ki je bila v preteklosti precej znana, ali pa značilnost ljudi, ki so del sistema, ki podpirajo sistem, je bila ta, da so molčali oziroma so se delali neumnega, ko si jim razlagal kaj resničnega. Zdaj pa prihajamo do točke, kjer v bistvu ti ljudje, ki so del sistema, ki so brez duše, oziroma jaz jih imenujem narcisi, a ne, pa ne samo jaz, oni zdaj nekako ne morejo več iz svoje kože, da ne bi provocirali, ker iščejo reakcijo na svojo provokacijo
In v času, ko so se delali neumnega in so molčali, je bilo to za njih še kar, bom rekel, varno območje. Zdaj pa ne morejo iz svoje kože, da ne bi provocirali. In bodite pozorni pri besedah, pri dejanjih, pri zapisih. Ljudje plemenski nimamo ideje o tem, da bi nekoga namensko provocirali na osnovi ničesar. In bodite pozorni, to je njihova izdaja. Na ta način, ko sem zdaj povedal to na glas, sem v bistvu tudi njim povedal, da naj se pazijo, da tega ne bodo nucali, ampak nič bat. So precej zagledani v sebe in pozabljajo, da je provokacija točka izdaje. In kar naj se. Mi vsi sam čakamo zadnji dan razjasnitve na tak način, kot LGBT zastava visi na državni, kako na vladni palači, a ne? V nekaterih državah pa se pogovarjajo o smrtni kazni za pedofilijo, a ne? Pri nas pa se pa družijo eni z drugim. Ampak to so vse pokazatelji, na katere niso pomislili, da mi vse to opazimo. Pa pravzaprav so nam vse to govorili že ves čas, samo mi vedeli nismo. In hvala Bogu in koroni, da smo se začeli prebujati in opažamo znake, ki nam jih kažejo na dnevni bazi. In prav je tako. Želim vam, da ste pozorni, mirni, pogumni, odločni, da verjamete sebi in verjamete vase in ne padate na provokacijo, da čuvate svoje čustva, ki so bila vedno štrcana zaradi tega, da smo mi padli v neko reakcijo. Čuvajte svoje čustva in jih imejte pod kontrolo, da ne bodo ti, bom rekel, čustveni konji bezlali vsak posebej in da jih ne bo plašila okolica primitivnih ljudi. Držite se, uživajte pa ne verjemte vsemu, kar vidite in slišite, ker prav nič ni tako, kakor zgleda na prvi pogled. Uživajte petek in cel vikend. Se vidimo v nedeljo v živo. Ajde, čau, čau.